Lepo pozdravljeni. Danes je z nami Boštjan Borin s pižama in večer bomo posvetili njegovemu prvencu, slovenski klasiki, ki kraljuje na slovenski ena. Joj, se pričujem. Mislim, da smo že napovedali na nadaljevanje. Predvsem zato, ker je izvirnik bi mogel kaj prva ideja je bila, da v naslovu številka 3 sama nekako na založbi nisem blizaka v knjigarni, ki je preveč zbegali. Pa bi ljudi hodil, kje imate pa enko pa dvojko in še te ne pa tudi prodajati. Da sploh ne govorimo o knjižničarkah, kaj ne vedete, kako jih po vrsti postaviti. Ja. Ja, puščame bi luft, ne? Ja, v knjižnicah. V glavnem, danes, preden se posvetimo knjigi, bi jaz imela nekaj takih malo bolj splošnih vprašanj. Preizkusil si se že v nekaterih vlogah, ki pa so se vse na tak ali drugačen način vrtele okoli besed. Improvizator, reper, prevajalec, moderator, danes celo pisatelj. Na začetni točki pa igralec. Kako to, da te ni potegnil v gledališče? Gledališče je bil, mislim, da to, kar zdaj delam ta stand-up, je še zmer teater svoje sorte, tako kako se temu reče, samozadosten teater, kjer si sam svoj režiser, sam svoj scenarist, sam svoj roadie, sam svoj grupi, pač vse, kar pritiče temu. Pa ne, mogoče zato, ker akoli tudi nisem bil, ne, preko zdaj nek tak kameleonskih težen, ne, nikoli mi ni bilo zdaj pa res nekaj se za dalj časa pa poglobljeno uživljati v neki like, veš, da bi Stanislavskija nekaj študiral in pa sem nekaj rekel Stanislavskija, da ve Stanislavskega. To je moj kolega Stanislavski z Y na koncu, nek se ga pa sklanil Stanislavskija. In ne vem, nikoli mi ni, da bi to potegnil. Se že takrat je bilo, veš, pa ne vem, pa ljudje, pa to ni šel neč najgore, pa ta probat. Je bilo že tudi ne, še po srednji šoli, pa še 15 znam, ne, veš, kaj bom tam delal. Ampak pa meni je bilo zmeri tako zanimiv po svoje, no, v tej fazi tega raziskovanja spravke v teatr, sem itak prišel v gimnaziji in potem pa, ker me to zanimalo, sem bil srečo in filpac in se znal nosil takant, sem me vzel zraven v izvedbeno ekipo v teatr čez cesto, gledališče čez cesto, pa ne tako, gledališče čez cesto in so tam pol par predstav naredil, pol je tisto vse nekako malo razvorenel po parih letih dela in me je Bešter zraven pol ta svoj BB teatr, nekaj ravno, ker dobil svojo gledališko dvorano, tam ne par 100 metrov naprej, Medalsknico pa sem upravičal pri delovnem kombinizonu, če ne bi prišel. Je dal na Facebook, ja. In pač sem bil skozi neki izleti, pa delal z Andrejo Rauch, sem neko plesno predstavljal v okviru En knapa, ki je tudi stvar, ki zdaj mislim, kaj sem se takrat spuščal s kakšno samo zavesti, da bo šlo in koliko je bilo pol enega dela to noter, ampak obene je vsak tak neki izlet pol neke nove načine razmišljanja prinesel, je odpiral mogoče stvari, ki potem ravno tisto trenutku sem si mislil, da se amatram za to stvar, ampak potem se te klikarje nekoč lahko pogrutil naprej. Pa itak je pa improliga je prišla tudi zelo hiter študentskimi leti in se kar v tismo najdel pravzaprav nekako veselje tega poskakovanja po odrih, sploh, ker je vse skupaj nekako dozel tisto nujnost učenja besedila na pamet, je pa meni zmeri bolj tam nekje. In se spomnim, ker sem prvič nastopil, namreč kako sem jaz sploh prišel da sem prvič stal na odru, s tem, da mislim, da to me je, itak, ker sem bil še na začetku osnovne šole, me je mati, živijo mati, neki, ki je delala v delikatesi, me neki tam pa, ker sem sprašel, mnoga tudi hodilke je pa malo spraševala, če bi kdaj koga ima, ampak pa nekako ni prišlo do tega, da bi k tamalim šel. In potem sem me pa na gimnaziji, sem me pa povabil zraven, ki je Barbara Logar režirala, delala sva Aluja, orkester, Vudvilka, ki je bila zelo zanimiva, ker je tako, imela je ful igralk, Rudijak in pa enega moškega. In je pač on je bil pol pianist, ta res osrednja moška vloga in dve drugi moški vlogi so punce, pa še tako
pa ker je bilo toliko več igralk, je par vlog med več ljudi razdelila. Je bilo prav tako fino, tako schizofreno, ker si opazoval vse skupaj. No, potem mene so povabili zraven, da sem izbiral muziko, da sem bil politehnik, tam gimnazija Kranj je imela en tak zvočnik s kasetarjem zadaj, potem si tam stiskal play, pa pauzno, pa naprej, pa odvrtel, pa gledal na številčnici, tam ne, da bo 135, da bo še stavil, ko bo začetek naslednjega komada, ne. In potem se mesec pa pol pred premiero Matej Čujovič, sedaj cenjeni sodnik in mediator, odločil, da bi pa šel raj na Bežigrajsko, na mednarodno gimnazijo, šel na mednarodno maturo, ker tle nismo dosti fancy bili. In so rekli, zdaj pa nucamo novega igralca, ne, kdo bo pa to? In so mene začel padati, ker sem bil najbližji, ne. Ker sem že tam bil, se prestal 1 meter v tja in z klavir, ne, in potem sem dejansko da Matej še znal klavir igral, pa bi še znal fejkati, jaz sem tako si klavir postavil, da se ni videl, kaj točno delam z rokami. In sem imel tam na notnem črtovju, sem imel vse replik, pač začetke replik napisane, da ja ne bi pozabil. Tukaj je bil super, besedilo, ki sem ga pa šele v polnosti po nekaj letih dojel, ker sem imel ta pianist, ki ima par ljubic med orkestrom in se potem eni pa drugi pa tako kar René, ta francoska varianta, ne, you stupid woman, se te imam rad, ne, pa luda ni nič, kaj si misliš, kaj padla tle ni vzročje. Potem v neki totalnem razsulu svojem tam tak zelo malo nihilističen moment, ki začne razlagati, kako je on Neron in gleda in bo zažgal vsa ta telesa, ki se tam pražijo na mestni plaži, zelo meltdown, psihični čisti. Taka zanimiva izkušnja, da sem pa rekel, to bi še delal, pa smo bili takoj v 3. letu, ko smo že sami naredili svojo predstavo, 3 tekst, pa kolikor nekaj igrali po gimnazijadi, pa po teh starih in pol je to nekako postalo. Jaz se te namreč spomnim iz, mislim, da ste imela zadnji opis, jak še vdam tam v eno predstavo. Tak je tudi zanimiv projekt, to je pa... Ja, Jurij Rudolf, zdaj sicer stacioniran v Berlinu, ona dva sta zanjo dosti skrb vesela in je posta in tudi za eno predstavo in sta mene povabila v prej 7 tačic Z.V. Sehvetrov, skrivnosti ruski dramatik, ki je bil to, ker smo pač napravili 7 različnih besedil, ali odrskih, ali literarnih, pa jih predelali v oder, za oder in smo dejansko ustvarjali tak zelo zanimiv kolaž za igralce, igralko, mačka, mačka, lutko in čelo. In smo imeli recimo od Dadlja in Mura v skeč, ko pride človek brez noge na audicijo za Tarzana, in se čuti pač, kaj je tle narobe, sej lahko skačem in vse do Uroša Zupana in njegove pesmi, ki je po krivici premalo znana in sicer Jan Plestenjak je žalosten in zamišljen. Ne vemo, kaj se dogaja z njim, mogoče že srečal slovensko poezijo, mogoče mu je kdo za rojstni dan podaril izvod Cvetje v jeseni in nadaljuje, ko čase pa bi ga primerjal med Johnnyjem Cashom in kako stoji na pomolu, ko barke plavajo v zahod, posnel ga ploščo Lajben dob krizen in ko čase s tem, da ga tudi Lajben ga občudujejo in da skrivaj delajo totalitaristične verzije njegovih mirih komadov. No, ampak skozi bolj se približajo v bistvu najni temi, za vsem tem stoji na ljubezen do literature. Ja. Ena, ki je najbolj zaslužna, pa je za tvojo ljubezen, je babica bila najprej? Babica, ker me je, jaz sem mislil stanovali, zdaj tle lahko povem, kak Kranjka poznajo celo lokacijo, mi smo stanovali v Iskršenkem kompleksu in sicer nad Menzo, to je ta termena, ko sem zdaj decil sprav, termena Bajta, tik pred Savskim mostom. Se nagor nekaj sindikalne stanovanja in pač v radiju veliko prometa, pa nobenega otroka in je mene babica merkala, bila je nepokretna in oziroma pač ni da čisto, ampak se s časom nastane slabšo in je pač mi brala, skozi nje sem požiral te pravljice, pesmice, zgodbe
do tega, da sem pol jasno gledal zraven, ne, in se nekako pričel brati in je ostalo mi pravzaprav. Pač tle sem dobil, ne, v tej neki zgodnji fazi. To se zdi, da je za ljudi tako pomembno, če imaš v neki tej zgodnji fazi, da daješ zgodbe otrokom, da daješ pravljice, da potem ostane to z njimi. Tudi zdaj trenutno je meni najlepši del dneva, predvsem zato, ker vem, da je spanje pol blizu, ker se zvečer sta malo ležava v posteljo in da kaj bova pa danes brala in on prinese, zdaj ti tako najbolj popularna Anja Štefan, ta svet je kako Ringa raja in zdaj 3 leta pa pol starmulci in gleda tam po kazalu in mi bere, kjer je pesmica pa zgodbice ne morem brati. Ja, veš kako je, zdaj sem celo pogledal, da res že neki bere, ampak je prepoznaval oblike, pač vid, pozna besede, ve, kako so zapisali. Pač te Mulcka se je pri 2 letih naučil natipkati Hound Dog, pa, kjer je bil ta drug, Hound Dog pa Uptown Funk se je naučil pač natipkati na računalniku, zato da se on na YouTubeu lahko poiskal te pesmi, da ni meni težil, ne, da napiše in ja, veš, mi se prepoznava, veš, pač vid se doskrat pač bere z anticipacijo, se pravi vid in predvideva, aha, to je ta beseda, pa največkrat je, doskrat pa moraš pač, aha, ne, nekaj podobnega je in pač tako rad je, veš, je sicer tako, kot je oba starša full freak na te neke tehnološke zadeve, ampak je najbolj res brez zgodb pa ne gre, ne, in to je tisto, kar ti prines, a veš, kad vidiš, da sam hoče brati in upam, da bo imel še pol cajt, ker se mi zdi, da je tudi zelo pomembno to, da pol tudi kot otrok, nekako, ker že vse sam zna brati, da si starše vzamejo čas ali mu pripovedujejo ali berejo, ker to je ta vesne srke. To je pač, sicer, a veš, da je dolgi, zdaj star si 6 let lahko bereš, vse si vzameš cajt, a veš, da ne bo on, pač ti bo bereš ali pa skoncentrira na uno šibanje Adidas. Ja, leš, kakaj 4 leta strne prstki so, agilni so, daš mu usne za rojstni dan usne in šivalko, ne si sam nekaj takega, da si zmošil. Se pravi, kužem se, v prvi vrsti predpisam na babice, da bi mu spodbujali branje. Babice, detke, matere, očete, kogarkoli pravzaprav, kdor ima čas premestiti. Najbolj tudi zato, ker ti se hotel vrtati, sem nesreča, so me doma merkati. Po svoje je bila res velika sreča. Po svoje je bilo nekaj, pač, ko sem prišel pa do prvi razred, totalno nesocializiran. Če bi prišel ful socializiran vprašanje, če bi pol zgradil toliko nekih uporabnih mehanizmov in bil komik, ja, točno to, ker pač to, da si človek pač, da želi, da greš ti na oder pred 100, 200, 300 ljudi sam in jim nekaj razlagaš in si domišljaš, da oni hočejo to slišati in da je to tako pomembno, da jim moraš povedati, da moraš imeti neke čudne stvari v preteklosti, da se ti taki vzgibi porodijo. Vse stvari so že zelo lepo pripeljala do naslednjega vprašanja. Zakaj si tako čuden? Ne. Dotika se empatije, to je ena zelo moja priljubljena beseda, pa sem videla, da se tudi ti uporabil in bi se jaz na to navezala. Zelo veliko delaš kot prevajalc, to je sicer tema, ki bi lahko mi posvetila cel večer, ampak... No, snedimo za naslednjič. No, zgledam. Snedimo se za Sedil pa bi Poleg teh fantastičnih špehov, ki jih prevajaš, so v bistvu tudi med njimi mladinsko leposlovje, kot so Čudo, Krive so zvezde, Eleanor in Park. Vseh teh knjigah so, mislim, da junaki mečkam drugačni in namen tovrstne literature je spodbujanje neke empatije do teh glavnih junakov. Se ti to zdi pomembna naloga umetnosti in kakšna naj bi ta po tvoje bila? Ja, definitivno. Jaz zdaj delam na polno tele bralne značke, letos sem sploh začel vabiti, za en mesec, skoraj vsako dopoldne, po eni šoli zmeri, citiram Martina, pa verjetno nekdo že kaj podobnega tudi pred njim rekel, pokal je to v zadnji knjigi dal Tirioni v usta, pač, da človek, ki bere, živi 1000 življenj, človek, ki ne bere, živi samo eno. In ti pač skozi branje pač spoznavaš nove načine razmišljanja, da se lahko se poistovetiš z junaki, ki razmišljajo drugače kot ti, ki imajo neke drugačne tudi vrednostne norme, kompase, kogarkoli hočeš.
In to je sploh pomembno pri mladih, ker pravzaprav mladi s tem nekako pobirajo potem vzorce, kako sami lahko ravnajo, kadar se znajdejo v določeni situaciji. Zato se zdi, da je to neprecenljivo, da pač ta problemska literatura, ne, se temu reče, zdaj, je to dober in glih posrečen izraz ali ni, ne, ampak ja, ker dostikrat se, tudi sam se spomnim še svojega, ker si ti pač mulc, ker si najstnik in se ti zgodi nekaj slabega, ti si zmeri imaš to v glavi, joj, meni gre najslabše, jaz sem edin, vsi drugim je lepo, meni se te stvari dogajajo in dejansko so tudi te knjige potem pomoč, ne, da vidijo mladi, tako pač, da niso edini, ki hodijo skozi to in to, da jim dajo potem do neke vzorce, po katerih lahko sami rešujejo. Ne. In to mora pač zdaj zavijati jih v vato, je brez veze, veš, sej dobro, ja, ne preberejo ga kakšnega Iva Nasilca tudi, ne, ampak veš, skozi te pridni liki, ki so, veš, tam otroci taki, kot bi, ne vem, generacija 50 plus si želela, da bi se vedli, ne, ni to. Je pa jasno seveda, da pri teh tudi je pa zelo, no, tako treba biti pazljiv, ne, pri teh knjigah. Ker dostikrat se pa lahko tudi zgodi pravzaprav, da je knjiga z nekim, ki obdeluje neko temo, ki je mogoče malo težja, pa lahko to, pač, če je narobe, ne, predstavljamo, lahko tudi pa potem škodo naredi pri mladini, ne. Tako da je fino, da pač to, kar dela pionirska, ne, s temi hruškami, tem priporočilnim seznamom, da pač veš zdaj, kaj je tisto, kar je. In mislim, da tukaj pravzaprav moramo v Sloveniji imamo srečo, da zbirko Odisej, ne, da je Odisej pač, sicer, ki se je začela kot bolj fantazijska, pa to, ki se je potem za zadnjih, mislim, da kar 20 letih, ne, takrat, ki je Vasja Cerar pokojni v roke dobil, profilirala v res zbirališče kakovostne najstniške, problemske literature, oziroma to je že nekako ta young adults, oziroma že celo crossover, bi tudi lahko rekel, dejansko pač knjige, ki so tako za mlade, kot tudi za odrasle, ker se zdi, da vse te tri, no, ki si jih omenila, pa ki se jih prevaja, da komod tudi odrasli vzamejo v roke in da je se tle sploh zanimiv, no, s tem čudom, ne vem, koliko kaj poznate, ta E.J. Palejšo, ki ga je napisala, je zgodba o dečku, ki se rodi z zelo hudo gensko napako in ima obraz deformiran in ga pri 10 letih se starši odločijo, da ga bo šel zdaj v navadno šolo, običajno šolo, da ne bo več ga doma učil in potem stvari, s katerimi se spopada, s tem, da je pisana iz različnih perspektiv in dejansko pravzaprav ni on nekak, čemer je, vidiš, kako imajo drugi, ne, te ljudje okoli njega dejansko s kakšnimi težavami se oni tudi spopadajo, ne, ampak vse z tako dobršno mero humorja, konc glih, fino malo podsukrat, ne, da te pomiri. In se zdi, da je super to, ker to je pri nas Nataša Detič, ne, ta založba Ocean, ker je taka mini založbica One Woman Band, varianta, kako se je ona zavzela, ker šteka, da je treba pač knjigo, da ti spraviš do mladih bralcev, ja pa bralcev obče, ne, je treba skrbeti za pojavnost, treba je skrbeti za to, da pride do njih in ona je se res zelo potrudila, no, za tak čudo, ki je že tako kakovostna knjiga, da recimo z določenimi pedagoškimi delavci je naredila prav priročnik za uporabo te knjige na razrednih urah, ne mislim, da za 40 ali koliko razrednih ur tematik, ne, nanizanih vse, kar se da iz knjige in glih to, kako to sprejemanje drugačnosti, ker se mi zdi, da je res, če gledamo to neko ten 10 do 13, 14, je res ena taka tematika, ker pač takrat smo v šolstvu itak sedi na vsakmu, tisti, ki so alfe, zmeri najdejo, na vseh najdejo neki, kar bo drugačne, zaradi česa jih bojo lahko zafrkavo, ne. Ja, tle nek zdaj piko, mogoče postavimo. Koliko je življeno, pa se ne. Knjiga. Ne, se lahko še vidi. Prešeren je Čopu posvetil besede. V Ljubljani živi vihur, ki noč in dan žre knjige, od sebe pa ne da najmanjše knjige. To so meni skozi težilka plateni, sem izdal, ko sem še repal. Da se je prav.
tebi so bolj na kulturen način pa je povedal, no, da pač celo od pisanja. To pa je najbolj zaslužen za nastanek te knjige in kaj se je zgodilo s prvim moderniziranim besedilom? Najbolj zaslužni so pravzaprav te ljudje, ki so originale pisali, ker ne bi bilo te knjige. Tako je, vse se je začelo, mogoče lahko tudi tukaj pokažem, tukaj imam še celo kot genezo, sicer v dveh variantah. Na desni strani je ta povodni mož, pred 2 letoma in pol za Prešernov rojstni dan, ker se zdi, da ga pač se je prišel zdaj v spredje tudi, ampak se zdi, da ga malo še zapostavljamo. Ker meni se zdi, da treba je to življenjsko energijo, novo življenje nekako proslavljati. Zdaj, ko proslavljamo državni praznik na njegovo smrt, nekako da razkriva to slovensko mentaliteto, že umetnik je crknil več našega denarja, so zdaj lahko živel. Nema cela država prej, bomo en dan BDP-ja komoti spade. In sem tako malo tuhtal, da bi nekaj naredil, tako pač neko njegovo delo na Facebooku. In pa se rekel, da najhitrejša bi bila Peni Čevljar, pa smo že kar nekaj z Matejem delala ene stripe, pa ste rekel, ma ne bom. In pa sem se pa spomnil tega, povodnega moža, ker je pač super zaradi dveh stvari. Pač kot vse, a je romanco ali balad dati. Kaj bomo te profesionalca vprašali? Uradno je balada z napako, Balada ker je premalo temačno. Tako da je balada ima zaradi tega zelo jasno fabulativno strukturo. Se pravi, to ne gre za neke sonete nesreče, ali kjer je zelo impresije in metafore, se slika, ampak tudi imamo točno zgodbo. Plus to, da je jasno tukaj not Prešeren sam nastopa, ker je on tisti, ki v resnici to Urši Kozalo, a.k.a. Julijo, gleda in jasno, Prešerna se brani in plesal za šel in tako naprej. Potem sem to delal in je tako kar nekrat 5 ur minil in sem dal na net in sem rekel, to bo sem zato imel tam 1000-2000 ogledov in je tako zelo hitro, na 10 000 prišlo ali koliko in je bilo kar wow, ne zgazil, da mi je režiser, tako rekel, kaj si ti naredil, meni je moja mama, ker ne obvlada nič interneta, mi poslala po mailu tole, da mi očitno se pošiljajo. Potem je pa prišel ta trenutek, ki je pa na Ana Ugrinović, ki je bila moja urednica za 1. Martina, se pravi za Igro prestolov, je pa začela delati na Cankarjevi založbi, potem ko je šel Zdravko Duša v penzijo in je dobila možnost ustvarjanja pozaj tudi avtorskega, se pravi, tam je imela prevodno literaturo, če ste pa tudi za izvirno, in pa je imela tako vzad v glavi, mene pa Sašota Dolenca, ker sem tudi potem skupaj delala te predstavitve knjige, on ima to od genov do zvest, super stvar, take kratke zgodbe, ki jih tudi malo priredu, da so za najstnike bolj usmerjene. Ta knjiga, v kateri je zdaj ta zgodba, ki ste jo verjetno že slišali, je tudi 202 ponudcev za frekvenco X, namreč to, kako smo Slovenci v koncu 80-ih v Cankarjevem domu delali zametke kitajskega interneta, ker je Dolanc pač na nekem obisku na kitajskem tovaru, mi bomo to lahko zrihtali, me je tudi meni rekla, Ana je rekla, da pač se skozi prevajaš, a ti konča nekaj na papir vrgu, kaj imaš še roman idejo, še kratko zgodbo, še zgodbo, pa sem rekel, da tega imam, kaj praviš na celo knjigo takih zadev, ampak da ne bo sam Facebook, ampak internet na splošno. Predstavljaj si Menartov kroki na Instagramu, predstavljaj si od Litije do Čateža na Foursquareu, ker se je vsakič bolj pijan noter tam štempla po zidancah, pa predstavljaj si dogodek v mestu Gogi, kako skozi odpovedujejo te dogodke na Facebooku. In to je bilo vse, kar sem imel takrat v glavi, drugega nič. Drugega nič in potem sem se usedel in počas začel delati. In tako v 2 takih daljših šustih lani spomlad, pa poleti, jeseni, poševnica po zimi, sem pa naredil tak butno ven,
in pa smo to prekladali, mogoče tukaj zanimivo samo. Ok, tle čisto kot zanimivost, kako pač, ker tam je bilo barve, knjigo smo se odločili, da bo črno-bela, s tem smo dobili pač tudi, ne morem zdaj narediti ta EPP moment, smo dobili ceno prijazno manj kot 17 €, pa še take, da je res, da brez strahu je v žepu takneš nazad, ne, pa tudi, če se ti pir gor polija, veš, to je namen, ne. Ampak je potem, da so recimo določene stvari, tukaj se vidi, da se kar neke ilustracije je malo, da tam male smo, in malo recimo, kako se je potem še razširjali recimo v knjigi. Na koncu smo zelo prečiščeni, ne. V knjigi nismo šli na 100% zvestobo temu formatu, da bi od spod pisali, kdaj je bila slika obravljena pred koliko urami, ker ne prinese nič k branju, ampak samo doda nek dodatno informacijo, ki te bega. In pa, ko smo na koncu, na dan, ko smo delali te zadnje korekture v Ljubljani na založbi z Manco, z Švara, z oblikovalko, sem tako pogrudala, da so te stvari pozabila ven pometati v povodnem možu in so naenkrat je bila stvar 2 strani prekratka. Zabavili smo potem noter neke te reklame, da ja, kot je tukaj dole, varili smo švac, vari. To, pa recimo ta plesna Šomajančar, si želite plesati valček, res briljantno, polko na poskok, pridružite se nam pod vodstvom plesnega mojstra Volodje, svoboda osvobaja, pleska. In pa mogoče to je še ne, ker nismo odmeli pravic pa, ne, tle imamo onega tazga. To mi je edin šov, ne, ker onega generičnega lepodca, tle sem pa Julija Bradača. Ta je zelo tak moment. Mogoče, če še tole, kar pokaže, ko vam ja zvezdica za spanka, bom tako dal, da bo zgledal risanka, če pride to pa počas do punchline-a. Tle bo pač razmišljali, kaj se zgodi, če bi zvezda res prišla na zemljo. Zdaj, ok, s tehnično to mi res, ker bi že, preden bi bila toliko velika, bi zemljo že pobrali. Recimo, to je tudi Matej naredil, ker delal skrbstrit, recimo, izvirnik je bil tak, in potem se je rekel, dej ti raj to narediti, da bo čim podobno. Pa mislim, da tle še, recimo tole, je tudi kako je potem, da se recimo, jaz sem takole, to je izvirnik, tako je nastajalo se skupaj, zapravo, jaz sem pisal, oblika Facebook zidar in potem se pisal, tle sem pač se pustil še, kako sem si levo desno z Ano dopisovala in potem kaj je morala pa Manca delati, da je spravila pa eno tako lepo vizualno obliko. S tem, da tle mora res, da so z Ano, tako Ana je znala najboljše iz mene vam potegati, da je res delati tisto, kar za moje pojme urednik mora, kar sem tudi jaz takrat, ko sem bil še samo urednik, včasih nisem upal, ker imaš malo preveč respekta do kakšnega avtorja. Namreč to, da vidiš, če neka stvar ne funkcionira, reče, da išči naprej. In se je dostakrat zgodil, da mi je rekla, da je zanimiv koncept, recimo pri te zdravnici, pri vrbi, ki bomo pa na koncu še pogledali, ki sem jih prinesel sam tako prevedene strojno, v par jeziku rekla, da naredi šalo iz tega, da je potem prišla ta zdaj že bivša ministrica noter. Ali pa da mi je tako tudi rekla, tukaj bi pa lahko se pri živalih pozimi, bi pa lahko se pri miško noto preto, pa imate debato, super, dala istočnico sem jaz pol dialoge naklepal in tako naprej. To se pa zdaj, to pa naprej še pri idejah, kako se stvari nastajajo. Lahko pa pustimo tle naprej. To je ena od teh idej, ki jih dobiš na keramičnem prestolu, ker sem tako pač dejansko, ker me na eni točki poštega pač, da Soči, ni nujno, da pomeni Soči, ampak da smo pred 2 leta vsi te olimpijske igre gledali. Kako se lepo pokrijo to krasna svetina hči planin, ta v Koroški si na koti, kot dvoje zlatih medalin okrog vratu se ti krasoti. Pa tudi doživo se recimo to, da Simon Gregorčič, da je njegov vzdelk, da je na Twitterju človeka nikar. Kot smo mi to, kot smo se včasih pošalili, prva pesem o kontracepciji. Ampak
te šale niso čisto samoumevne, da ti rekel, aha, to se pa meni zdi zelo smešno, sem pa jaz to objavil, ti si imel baje kar nekaj testnih bralcev, med njimi mislim, da tudi nekdo tukaj sedi, ne? Ja, gospod Bešter tam ne Gospod zadnji. Bešter, ja. Se pravi, Tomaž Bešter, Damjan Zorca, Ljoša Harlamo in seveda žena Mojca. Pa Tomič, njegova našega podcasta. Tudi Anžel, ja. Ja, veš kaj, tudi so pač testi bralci. Jaz se neč, kako sem rekel prej, da sem se pogovarjal prvenstveno se stand-upom ukvarjam. In stand-up je zelo fluidna forma, ne? Zelo se spreminja. Ti prideš, ko imaš šalo prvič napisano, mogoče sploh še nimaš čisto razdelane, greš na oder, poveš, vidiš, kaj funkcionira, tisto razviješ naprej, vidiš, kaj ne funkcionira, daš stran, spremeniš, ne? In govoriš. In potrebuješ tako 5-10 nastopov večinoma, da se ti nekako izoblikuje, končno pa še potem, ne, lahko dobiš po pol leta neke dodatne asociacije, še 3 minute, da čisto nekam še dodatno odpelje. Tukaj pa tle, ki je pa knjiga narejena in pa narejena, ne, tle jaz ne morem zdaj, kjera ideja, ne, pa vse poklicati, ki imajo knjigo, prideš sem, da ti dopišem, ne, na ono stran, to pač ne gre. In sem potem malo delil okoli odlomke in se je izkazalo kar v redu, da sem, ne, ker se je tudi parkrat je bilo pač ne, zadaj ti kot avtor, ti veš, kaj je ta miselni preskok, ki ga narediš v šali, ne, kaj je ta povezava, ki jo moraš kot bralec potem narediti, ne, da poštekaš. In sem ugotovil, da jaz parkrat sem mogoče to preveč zaprto naredil, ne, preveč, da sem premalo prosojne te šale, da nisi takoj vedel, na kaj, ne, in sem rekel, lej, kaj ste ene mislil to? Vidiš, ne, in sem dopisal potem, in sem dopisal potem recimo, stavek, 2-3 besede in je dobil, ne, je že tekel bolj, si že dobil tisto asociacijo potem, ko si jo potreboval, ne, zaradi tega je, to, kar, lahko vprašaš, kot Tomaž, ko sem se ponavadi je bilo tam kakšna kava, pa tako ven sem potegnil, pa mu kazal na telefonu, da vidiš to zdaj dela, daj poglej, prosim. Pa se pa smejo, jaz sem bil vesel. Če pesniškega metalca nasmejiš, to je. Ja, to je verjetno kar dogodek, ampak zelo pozorno razvodno. Ja. V knjigo si pač uvrstil nekaj zelo znanih besedil, pa nekaj takih, ki si poimenoval bombončki za sadopustce. Ti imajo nekaj take bolj skrite reference, ki v bralcu vzbudijo željo po dodatnem raziskovanju. Kako si v bistvu zbral ta besedila za klasike? Tako, zdaj, če hočeš, da je parodija funkcionira, morajo ljudje poznati original, zapravo stvari, s katere se ti delaš norca. Zdaj, če ti v življenju nisi nikoli nobenega westerna gledal, lahko gledaš od Brooksa, Blazing Saddles, pa ti bo smešno kapardijo, pa še kakšen vizualni, ampak večino referenc pa ne boš poštekal. In tukaj tudi pač iskal sem stvari, ki so v nekem tem, rečemo temu skupnem, nezavednem. Da je stvari, ki jih beremo, stvari, ki so v šolskem učnem načrtu in pa besedila, s katerimi se srečujemo kot otroci, ki so pravzaprav, ki kot otroki potem jasno, zdaj, ker ta generacija moja, ki smo starši, pa to, ki jih naprej bereš, svojim tam malimi in jih spet obnavljaš. Sicer par njih najbolj traumatičnih še ni tukaj noter od teh pekarskih hrušk, Že tega imam v stand-upu, sem rato 3-4 leta sem rabil v stand-upu, da sem pogruntal, kako ga izmaličati in zverižati, da se bo dal svoje. Zato, ker mnoga še ni pa kakšne solzice, pa to v glavnem in je pa jasno, zato, ker sledi kurikulu zelo tako taka močna knjiga. Ampak čisto z namenom sem šel res v te znane avtorstve, ko bom pa tudi v starejše predvsem. Mislim, da je manj kot 5 besedil po letu 90 nastalih. Tako da to bo zdaj za dvojko, računam, da bom več teh nekih novejših tudi dal. Mislim, da moram skupica, mislim, da bom tako enkrat sam kot samega Jančarja, tudi nisem sam Galjot se tako pojavil za eno, njega moram kakšno pa Katarina Pavin je svet, mislim, da to je genialna debata, ki se nekaj zapenjajo med sabo, ta ljubezenski
trikotnik za narediti, sicer vprašanje, kakšna oblika je to, mogoče, da kdo najde, veš, SMS, sporočili od ta drugega in ja. Ampak zdaj si pomenil vmes, bi si mogoče kar na to navezala, zelo se zdaj očita, ne vem, da ni dovolj ženskih avtoric pa to. Mene pa zdaj zanima, kaj ti misliš, a bi bilo potrebno, ne vem, pri teh zastopanosti ženskih avtoric, naprimer, poseč pa enih kvotah, naprimer Svetlana Makarovič, vem, da je prav na podlagi te opredelitve, pač da je ženska, je zavrnila uvrstitev v to antologijo slovenskih pesnic. In kaj ti misliš, a bi mogli tudi tukaj kvote imeti, ali je to... Pa jaz mislim, da kvote ne rešujejo, no. Ne vem, koliko stvari, da treba je gledati na kakovost, ampak jasno, se pa zgodi vse, no, da imaš določene obravnave, ki so vse malo bolj moškim naklonjene, ne. Tako da zdaj jasno, če ti iščeš literaturo, ne vem, od leta, ne vem, pa še gleda 19. stoletje, ne, kjer itak nimaš, ne vem, koliko pisatelj je brez veze, zdaj da boš tačal, pa rekel, zdaj bom pa imel tle 5 moških, pa 5, ne, ampak jasno, ni pa tudi dobro, da se pa delaš, da jih ni, ne, a veš, omeni, ne, ker obstajajo, ne, in to je bilo tudi le nota, veš, zdaj Josipino, to je prograjska nota, ampak kaj ljudje sploh vejo, veš, kaj bi že tako pri nekaterih, ki sem tako tuhtal, kako bi, ne, jih spelal skozi, zato se tudi vidno daskati, recimo, tudi, no, zdaj, če proces dela, ker je bil te asociacije, ker sem, da nisem šel, ne, ker sem tudi zdaj brez veze, da bi pa vseh šel strogo na neko fabulativno parodijo, ampak je bilo bolj, kaj pravzaprav kakšne asociacije dobim iz zgodb, iz naslova, tako recimo ta Mačkova očeta, ne, iz kmetskih slik, ne, mi je tako direkt kapnil, ja, že to Mačkova očeta, to se bo zdaj na internetu tam bo bentil, zakaj morajo brati te homoseksualne knjige, ne, ki imajo z dvema očetoma, ne, in pač tako, ne, asociacija, pa ta Sočija, ne, ki smo tega, pa reče, kaj te naslednja. Da je taka. Da keramične prestolke. Ja, da je tako dost, da je for nečevlje sodina in Kopitar, ne, in pa potem jebi se doktor Fik na koncu. Ne sem bolj vesel, ker vam za Jerneja Kopitarja mi je gramatik, sem ga prosil, če lahko vzamem njegov logo, ne, ker je pač Jernej Kopitar bil original gramatik. In mi je dovolj. Kaj pa je tista mogoče najbolj skrita referenca, da si rekel, to bo pa najbolj ljubil gotovil? Najbolj skrita, nisem se ne, če imam. Oni pa so zdaj vinjete. Če treba pogledati, tako da vidva, čak se cajta malo, cajta še. Ja, spet bilo, zdaj Ivan Cankar vinjete, kaj je bilo, jasno, ne. Če zdaj vprašam, koliko vas pozna vsebino vinjet? Ne bo, ne, ampak vinjete, kaj delamo z vinjetami, ne, na Facebooku, pač na Facebooku se, tam je še, pojtaček, Na Rdeči. Ne, ni tako to. In to je bilo, te so dejansko vse tako direktno, sem iskal po Facebooku te neka besedila in jih kopiral, ne, z vsemi napakami, ne. In jasno, tam je bila zelo všeč, taka, kje vam že, nalašč, ko mu mati, nalašč ne povšečim tega statusa. Da ne, tako je zelo bedastno, ampak tako nekako se sliši v neki te govorici, pa isto, ne, ta Franc, ko so rekli, da je bil doma spremni nazaj za prijatelja, sicer si boš sam potico peko za veliko noč. Vse najboljše moramo reči, ne, 140 let je danes, 140 let je danes. Aha, okej, božete še nekaj, se pravi tole, ne. Prijatelji, obrodile so trte vince nam sladko, ki nam poživlja žile, srce razjasni in ki utopi. Da je rado ta krajnik gek, pa je parkrat not zveri, ko se kdo utopi, je ta plavalska vrtu smajli, ne. Vse skrbi v potrtih prsih, piščanec minus bedro, up, budi, kaj bi tudi, up, ja. To, pa ta, ne, to pa, čekaj, to pa je, to pa Srečko Kosovel, kon spet.
gnoj je zlato, zlato je gnoj, gnoj plus zlato je nič, nič je neskončno, speča osmica. Ja, ta speča osmica je skrita. Je skrita, ampak če poznaš original, poštekaš pa. Ja. Neskončno je nič, A, B je manj kot 1, 2, 3, kdor nima duše, ne potrebuje zlata, kdor ima dušo, ne potrebuje gnoja, I, A. Mogoče še tega začek se kaj pada. Te točke, mogoče še ta, se ga približen vid Menar, ta v kroki, ki potem nadaljuje se sicer v knjigi še naprej z debato noter, in tle je sicer Menar, hashtag kavarna, hashtag viza, hashtag marmor, hashtag mrzen, hashtag siv, hashtag konja, hashtag veselko, hashtag swag, hashtag no filter, hashtag kroki, hashtag hišica, hashtag lepa žena in potem še ta klopca, rožice in naprej. To je zanimivo pravzaprav, kako spomin, kako deluje, kako nekatere stvari ostanejo s tabo, ampak to je, ker smo obravnavali kroki, mislim, da je to ena od 3 ur iz vse gimnazije, ki se jih najbolj spomnim, sem jih najbolj odnesel s seboj, ker je nam pokojna profesorica Soča Švigal s takim žarom razlagala o tem konjaku. Kako je to, res dalo nam je vedeti, da to je bilo takrat, kar nekaj, če si je študent, pa tako, da lahko je konjak privoščil. To je bilo na dan, ko je bil honorar za pesem, ko je bil drugače, ni bilo konjaka. Kako potem, prav trgal se mi srce, ker razlagam, kako je bilo njemu, ker sem mu ta konjak in je res ta pesem tako ostala skozi malo in je taka logična. In spet, tle je mogoče tudi to, kako sem delal, da ni bilo zdaj, da sem imel jaz načrt, zdaj bom pa najdel nekaj, kar bo s tem sovpadal, nekaj s Facebookom, nekaj s Twitterjem, ampak sem z vsakim delom nekako stopil, kako bi ga najbolje izrazil. In tukaj je bilo nekako logično, da če bi on zdaj v tem času narisal to, on bi to pofotografiral in dal na Instagram. S tem, da moram priznati, da to ni konjak, ker se konjak ni poznal na mizi, ker sem delal tako, da to je z kaluo. Enega White Russian sem spil tisti mesec, sem žrtvoval tako, ampak mislim, da bi Veliki Lebovski ni zameril. Ni bil za dober namen. Ni bila sicer taka žrtva, kot je nam to, ampak rečemo, da ti jo poznamo. So pa bili pa naprimer ti klasiki en tak fin pripomoček pri spodbujanju obveznega branja tudi v srednji šoli, naprimer povodene moža so že uporabili. Kakšen je bil odziv strani profesorjev slovenščine, sem mogoče dobil kaj nazaj že? Ja, večinoma so pohvalni, taki so zelo pozitivni odzivi, da pa ne samo od profesorjev slovenščine, tudi tako, da od ljudi, ki mi pravijo, po 20 letih sem šel nazaj malo gledati v knjige, kaj je ta una stvar, da si jo tudi ti, to je to, ker zbudiš zanimanje, ker pač problem tega šolskega branja je to, da ti moraš spoznati temeljna dela, ki so v literaturi, ampak za nekatere pač ti še takrat nimaš aparata razdelanega, skozi katerega bi jih lahko v polnosti dognal. In to je to, ko bereš Pol Cankarja, kasneje 30 plus je wow. Ko si pa star tam, ne vem, jaz se spomnim, ker smo brali ga na Klancu in da, zdaj na Klancu bomo spet malo tako. Ampak mislim sploh drame njegove in od Hlapcev naprej, kako je to genialna satira. Tista 60, kaj tebe briga, kaj tam so pred 100 leti se eni klerikali pa liberali, neki med sabo. Mogoče, jaz sem še ta generacija, ki smo to brali na začetku 90-ih, ker ne bi bilo itak pod to stran, ker smo še neki pod čist novega, se še nekako nismo poštekali, da zdaj pa kar neki več stvari, pa da se med sabo bockajo. Tako da za šole, so bile tudi kakšne take, pa na Facebooku mi je kazala ena znanka, ki je nekaj videla, kako se ena
pridušala nad tem, kako je v tako izdani knjigi, ne, pri dobri založbi, ki je bila verjetno tudi lektorirana, da je kateri namesto ki noter v besedilo, ne, pač, kjer je bilo to namenoma, ne, kjer kopiram ta internetni govor, ampak obenem je pa pozabila v unem odlomku označiti 2 težji napaki še, je pa spregledala. Ampak no, večinoma sem tako zelo, celo sem dobil recimo, ta teden sem dobil mail, da pač ja, pri nas na šoli res učenci zelo radi berajo te klasike, a bi se vas lahko že za naslednje leto si zazihral za brano značko. Zdaj imam že en termin v maju, imam že za 2007. No. Meni je bil na primer zelo všeč zapis Agate Tomažič, novinarke. Meni tudi. A ne, tudi še. To, kar si bereš in si rečeš, nisem vreden teh besed. Ja, ne, najprej se ona že na začetku upada s težavo, kako v knjigi napisati nekaj duhovitega, česar se mi spomni že avtor sam. Potem se naprej sprašuje, zakaj je humor v slovenski družbi tako podcenjen in razlaga, bom citirala, slovenščina je svetinja, njena književnost pa relikvija. In tako kot v vseh boljših, resnejših verah sta tudi ti nedotakljivi. Iz slovenskega literarnega kanona se ne deloma norca, tako kot ne podvomimo o tistem, kar je napisano v sveti knjigi. Pisatelji so mučenci in pesniki svetniki, ki se jih ne zasmehuje. Da bi Prešerna ali Cankar imela težave z alkoholom? Ne, lepo vas prosim, to ni mogoče, sploh pa se o tem ne govori na glas. Ti s tem nimaš težav, rečeš Bog, mogoče. Ja, mislim, to je tudi to, a veš, mislim pa zdaj, a bi rekel metat svete krave z oltarja, niti ne, ampak se zdi, da jim s tem, da je čudateljno spoštovanje, no, ker imam do teh avtorjev in da nekako ne jemljem s tem njihovi veličini, ampak sam dodajam še dodatne interpretacije. A veš, če se ne znaš sam v sebi smejati, veš, je že jasno, če si ne res ideje, da je literatura lahko samo nekaj, kar je smrtno resno, ne, in temeljno dodaja k narodni istovetnosti, ne, in narodovemu bitu, in s česar se res tako, kaj pisali, ne sme norca delati, ne. Jaz sem se že skozi bil tak malo hodoklastičen glede teh stvari. Jaz sem to en odlom bi mogoče biti tako prebral, to se zdaj prska, nekoliko ste danes z enim kolegom, z Američanom, mojim Čarnijem, je že par let živi v Sloveniji, da idejo sem naredila za Erbeletrino sestavk, kako so našli neko novo obliko slovenščine, glagolsko obliko v slovenščini, da je poleg, da ne bi bilo še med starimi Slovani ohranjena ducatnina, se pravi posebna glagolska končnica, ki si jo imel zato, pač če si govoril o 12, ne, da je nekih 12 ljudi, 12 oseb, pa 12 predmetov bilo skupaj, ne. In recimo, ne, da je pač, da se delal z gača, ne, obrazilom, ne, da ni bilo, če imam recimo obliko, ne, na mizi le gača 12 pogač, ne, pa kokla ima 12 pišče, če od jutra glasno čivka gača in se podigača po dvorišču. Tako naprej, zdaj, kar sva delala, ne, to kot neko slavistično, ne, kao hotela sem, da bi to kao resno, ne, zdaj, to so te stvari, ki se jih dela, zdaj to, tisti, ki ste bili 80-ih aktivni, so da spal teh stvari, ki ste jih Gradišnik, pa ne kdo še dela kot, kaj je bil Branko kot Gribašin, ne, pa to, kar so si med sabo te lažne kritike, pa ne vem, kaj vse podajali, ne, in sva dala več not, da so to našli v nekem izgubljenem zvezku od doktorja Toporišiča, ne, da so se našli te zapiski. In je bil bolj malo kalon določnih sorodnikov, da zakaj se pa norčujemo iz njega, ne. Pričemer je bil on sam kot sidriščna točka uporabljen, ker če si ti hočeš v slovenščini narediti neko, nekaj, kar se bo nanašalo na slovnico, moraš Toporišiča omeniti, ker drugega nekega slovničarja itak ne poznamo. Ne. Recimo, zdaj primer tlele noter je bil, ne, dodatno težo tej teoriji, ne, teh 12, daje fragment osnutka Dalmatinovega prevoda Biblije, ohranjen v rokopisnem oddelku Narodne univerzitetne knjižnice v Ljubljani,
Marko 6:30, ki se v natisnenem Dalmatinovem prevodu glasi: in apostoli so kup prišli k Jezusu in so njemu leto vse oznanili in kaj so storili in učili, je bil v prevajalčevih zapiskih drugačen. Na urumenelem pergamentu namreč piše: in apostoli so kup prižga k Jezusu in so njemu leto vse oznani ga in kaj so storili ga in uči ga. S tem, da se prej že, ki imam tole, to so pa, spodaj moram pogledati, to je bilo. Da je Strabo, kako je že Strabo v svojih delih omenjal ta grški, potem z te kraje, kako je omenjal, če sem videl, tukaj moram pogledati na trojko, pa me bo proskočilo, če ne bo, sam iskati, se opravičujem. Se pravi, neposrednih materialnih dokazov, ki bi podkrepili to teorijo, žal ni to, da Toporišič verje ustnemu izročilu, ki že tisočletja kroži po Barju in ga v enem od svojih del bežno omenja grški zemljepisec Strabo, ki je na svojih potovanjih obiskal tudi kraj, kjer se nahaja današnja Slovenija. Med čudesa, na katera je naletel, je pa omenjene slovnične posebnosti štel tudi presikajoče jezero v Cerknici. Ampak in potem ta zelo rad se igram, mislim, se ta prečet pa renki, zelo rad se igram z opombami po črta. Na tem mestine iz Amerika, piše Strabo v temeljnem delu, spoznavimo svet in domovino, ki ga povzemamo iz fragmentarno ohranjenega Dalmatinovega prevoda. Da je ime tega kraja Cerknica, iz ene stare krajevne šege gor pride, po kateri sosedu najbolj želi, da mu krava cerkne. Dejansko, ko začneš iskati neke te povezave, kje lahko najdeš, to je bilo v temu, ko sem začel delati drečke in 3 marsočke. In se zdaj jasno, spet je bilo, kaj bi bili drečke in 3 marsočki, kaj zdaj te ljudje, ki dan današnji trdijo, da so se srečali z nezemljani, jasno šli bojo to pisati na internet in kako, kaj vse vlada prikriva in kako so to. In potem, ko iščeš, kje bi lahko še najdel neke te povezave za stike z nezemljani. Med znanimi Slovenci, ki so jih Marsovci ugrabili, naj bi bil tudi Gregor Strniša. Ta se je v svojo ugrabiteljico celo zaljubil in spomin na njo, ko so zaradi napredujočega ameriškega in sovjetskega vesoljskega programa Marsovci prekinili stike z Zemljo, pisal pesmi prežete z vesoljsko tematiko, kot na primer Orion in Zemlja pleše. In potem, da ne bi tudi pač Plečnik, da ta parlament, njegov, ta kupola, da zato niso zgradili, ker čeprav so bili načrti, ker ni bilo več potrebe, ker so se Marsovci umaknili in ta ne bi pa itak služil kot privez za te njihove vesoljske cigare. In da Plečnik ne bi bil res tudi v stiku z Neptunci, s temi, ki imajo te okrogle krožnike. Zdaj, to teorijo ne bi potrjevala tudi med drugim cerkev v Bogojini, kjer je leseni strop ladijske cerkve poln večjih in manjših krožnikov. Okrogli zvonik v obliki roke z iztegnjenim kazalcem tako ne kaže kvišku k krščanskemu Bogu, ampak v brezmejno vesolje, ki je poseljeno z neznanimi rasami. Ko stopiš v cerkev in se ozreš navzgor, pa ozreš Plečnikovo sporočilo, ne bo polno krožnikov. Zanimivo je pravzaprav čisto tudi kot ustvarjalcev fikcije, ker veš pač koliko teh nekih te teorije zarote so mi sploh fascinantne, kako so ljudje, od chemtrailov pa vseh drugih stvari naprej, kako so ljudje sposobni pač iz nekih tako izbrati tiste podatke, ki jim služijo in prevleči neko argumentacijo iz nekega dela telesa, da ga ne omenjam, riti. Si ga omenil? Ja, ampak sem in kako to potem sestaviti in prodajati. Veš, kako so mojsterski fabulatorji po svoje, delajo zgodbe, iščejo zgodbe, si razlaga, pravzaprav kaj so te teorije zarote, so neke pač novodobne oblike religij, če tako gledaš, pač stvar, kjer so dokazi, ampak vseeno je ta temeljna moraš verovati v to. Ko začneš malo razmišljati logično o tem, Slovenski klasiki pa ni ena,
Ena. Pa niso zgolj namenjeni krohotanju. Skozi si v bistvu podal tudi družbeno kritiko, ki je bila pogosto vodilo tudi originalnih besedil. Kaj je zate humor in kaj je najbolj všteje nekako v slovenski družbi? To je ta vprašanje zmeri, da bi meni, čemu se Slovenci najbolj smejimo, pa ne vem. Pa take, kaj je humor? Zdaj, humor je ventil predvsem, ne? Humor je zmeri ono, ko vidiš, da se nekaj hudega zgodi, pa se vesel, da se tepli naredili. Jaz ne bi rekel, ne, pač če nekomu drugo spodrsne na bananinem olupku, je to komedija, če tebi je tragedija. To je pravzaprav zmerjeno smehu je večini, zmeri ta suspens in potem olajšanje. Zmeri gre za neko olajšanje, ker si postavljen da peljete v eno smer, da ti začneš razmišljati v eno in on ti postav nekaj čist drugega. In si ti, zbega in moraš hitro narediti povezati, ja se res, ne, to je misliš, to so te najbolj osnovne te, ne, kot so te enovrstične šale. Ti pa, ker pač ti pelješ ljudi naprej, ne, in potem ga odvzad mahneš, ne, recimo, tako je, ker sem bil majhen, smo bili revni, ne, vsi sošolci so se učili pisane črke, jaz sem se moral enobarvne. In jasno, zdaj ti ta humor in potem tudi kot politična satira, čeprav, ker zdaj, tle mislim, da tle pri meni je bilo mišljeno bolj kot neka taka širša družbena, kot temu, ogledalo temu, kaj mi počnemo na internetu. Zakaj je tudi, se zdi, da je knjiga se toliko parela, zato ker se te pisatelji in te liki obnašajo na internetu tako, kot se dejansko mi obnašamo na internetu. So bumpari, so kreteni, so kdaj celo kaj pomagajo, ne znajo pravilno pisati, ne da se jim pravilno pisati. Glavno, da dejansko to, kar je tukaj noter, je tisto, kar jaz mi počnem. Tako kot naprej, ko smo gledali te vinjetke, če mi ne bi teh vinjet sami, vsi te zmerijo, zastonj bom leto, zdaj bom pa res dobil, če ne bi 500 ljudi na tvojem Facebooku s tem osmetil, tudi pa, če bi se jaz zdaj spomnil, zdaj bom pa jaz te neke vinjete, bom pisal, kaj ti tukaj nekaj delaš, ker ni tega. Tako da, je pa pazi s humorem, zdaj v naši družbi pa itak zdaj to pravzaprav, ker je že sama politika ratala tak nek bebov šov, reality. Jaz se zadnji let sploh nima več volje delati norca iz neke satire delati, ker je brez veze, ker ne moreš dohajati njih z njihovimi bedarijami. Zdaj pa ne je bila v New Yorkerju, ki je bila značena super karikatura, ki tako pač karikaturist za delovno mizo riše in mu tako žena skozi vrata pogleda prav, daj završ tole karikaturo, Trump je kar to zares naredil. Nimaš, veš, pa zdaj, ker res še tako gleda, tisto, kar je bilo še 10 let nazaj, so te neke politike, vsaj ljudek so imeli vsaj neki integritete, kakršna tako integriteta je že bila je, tam si se pol, veš, tako se je dal delati norca, pa zdaj, kad sploh, da veš, neki brezoblični obrazi, ki se menjajo in Stavno šalo, pa se politik zamenja. Ja, se je tako isti pol. Ampak zdaj jaz še nekaj čakala, da pogledam, jaz smo bili pri tem še, to je bil tak začeten, tisto začetkov, ker sem ga mislil, da ga bom delal na Foursquareu, pa sem ga pa naredil na Twitterju, ker se zdi, da to je res neverskih stoletijo do Čateža, da je ne bo to pravil kar med potjo s telefona, ta predlog slovenskega literarnega načrta. Vi pa sledite lojtri hashtag litčat, od ljudje do Čateža ali pa literarni chat, kakor vam drago. In potem je že takoj res začetek tega dela je tak stavk, ki si ga danes ne predstavljaš nekaj. Zaradi moje greva iz Litije vzemši starikavo babo, da nam obnaša in podkaže. Nekaj, če so si ne predstavljaš, da bi danes zdaj bo pa nekdo pisal v črt literarne, da bi te kmeca na gožek tako začel. On je, in potem sem se norcal, da so se posod te hashtagi, potem pa še take lepe besede, pa iskal asociacije Neoliber, ki se vidijo prvi vinogradje, a kapljica teh tart je še kisla, dodaj žolč, pa imaš škofjeloški pasjon. Pa
Today I learned, danes sem izvedel, presek je gol pas zemlje med dvema hostama. Jurij Vega se najbrž ne bi strinjal in bi težil s tistimi svojimi množicami. Do tega, da potem skozi je bolj pijan, kapijo in skozi že težje piše, od tega, da je, v glavnem mislim, da je treba pri nas pisati ljudsko, kot govorijo ljudje. Bolj to vino teče, bolj klobase, zdaj jaz tako probam vam razložiti, da ti ne teče. Bolj klobase in zaseka po grlu leti. To bi morali Slovenci pisati. Se pravi, prej ima že ves načrt, kako razdelaj, potem se v tem deliriju se mu razjasni. Pozabite, kaj sem zgoraj pisal, to so končne točke mojega literarnega programa. Slovenci pišete o hrani, ne bojo recepti, ker žene rade kuhajo, moški pa še raje jedo. S tem ne morate grešiti. Ako kuhati ne znate, dajte kaj za dušo napisati, a ne pobožno, ker to imajo že drugi monopol. Pišite o aurah, jogi obrazov, masiranju in oži. To je pa zmanjka 140 znakov. Vino, imajo alkohol, še en liter, to je to, še šmarnice, močaradovca, mi Slovenci vin za ne prodamo. In potem se sicer tam nadaljuje in pa si piše od Prežihov Govoranca, ki bodo s tem šmarnice idejo za solzice, do Blaža Ogorevca, ki prav žmohne ideje, grem flodrat na nje, hashtag močaradovc, hashtag močefit, hashtag močetvit, in tako prej. Recimo Muca Copaterica Muca Copaterica je ena najbolj kvarnih zgodb, kar jih dajemo otrokom zaprati. Kaj nas uči, ko se ti bojo copati raztrgali, ne jih pospraviti, prišla bo Muca in ti bo zaston popravila. In tle pač ti, da ko čva vnoka prodaja te copate na bolhi, razne, in potem vidiš na koncu, da je profil uporabnika ukinjen zaradi nezakonite prodaje ukradenih artiklov. Mislim pa bo vse oškodovalce, da se nam uglasijo. Pa to je ena taka, ti se zdi taka matematična, ta lepa Morse Victrix od Gradnika. To se da tako lepo videti, napomnati sem že videl tvoj obraz, do konca, kako življenje pa smrt, zmagujoča oblika bivajo v letnih časih. Nekako to tematiko malo bolj matematično izpostaviti. Pa še napecanka, črtice, spet ena od teh asociacij, ki so zvito bo dale večer. Samim sabo bom radost vasem rekel, če parafraziram Prešernov, po trdem nosu ljudi. Vsem predsednini proti meni še mokar pod nosom. Pa ne, da ti gre moja nominalna vrednost v nos. Prosti Primož Trubar ali najraje reče Primož 4 centni, LP Ivan 41,73 evra. Jasno, brazgotinec, ki je mati vseh črtic. Da bi recimo kako to zgleda, to je izvirnik, ki sem ga delal, sem pa prav na Facebooku naredil nek page, Ivan Cajkar, da sem pol te filme noter, ampak pa smo radi nekaj spet. Zdaj nismo vedeli, kako je s temi avtorskimi pravicami, pa smo radi Shutterstock uporabljali, da ne bi, ker smo pa vse, ne zdi se pa fair, da bi kradeno, se zdaj avtorsko delo mora biti. Potem, tam je tako, Fear and Loathing in Las Vegas, spet izvirnik so bili sam filmi, in Jan reka, da si dialoge smisel, in tam je ena lepših replik, ko on reče, takšen pisalni stroj, poznate film Fear and Loathing in Las Vegas? Ne, joj. Tam ne, kaj gre. Zdaj pa jaz ime pozabil od tega novinarja, kaj že, gizmo novinarstvo. Dajte pomagati. Ne samo Rugel, mislim ta Američan, ki ga je Johnny Depp igral v filmu. Joj, što je to pa pri teh 39 letih odletijo, ne, sami imena mi živajo. To je ta najbolj teh znanih novinarjev, teh freelance motovov ameriških, ki gre delati neki poročilo v glavnem in on tam tipka in se mu prikazujejo. Zelo tak, ki se peleta v Las Vegas še, ki imata tako, ki ima oba že zadeten, tako da jih obletujejo netopiri, kao, this is that country, we have to get away, In zdaj več vedno, s kom bi Ivan Cankar, prav takšen pisalni stroj bil bom tudi jaz. Malce spominja na najna potovanja po Italiji, kaj ne bratranec iz Ivan Cankar.
In Izidor, haha, kako pa, ti inkognito kot Fritz, jaz pa zavaja 3 kolesa. To ne moremo predahniti, to ti ne topirjeva dežela. Pošteno si ga pihnil tedaj. Priznam, da si nisem mislil, da si tako šegal. Kar se te iz otroštva spomnim, si bil bolj čemenen in cverika. Ostalo si se držal, kot bi bil suho kruško viti. Jaz sem pač strah in groza, da se ne padel ti konctak. Ko sem prebral prvi 2 besedi naslova, sem se razveselil, da bodo kapnile kakšne tantjeme, pa sem se prenaglil. Cankar, ne bodi pogolten, je to kot da ti ves denar, ki ga dobiš od Pink Floydov, ni dovolj. Denar duše ne zaceni, sem pa vsaj lagodno otopel. Kad dejansko ne se lagodno otopel, se sliše bolj kaj comfortably enough. Aha, pa to bomo pa za konc pa špajal, to je tako pa za zaključek. Je že zaključek? Ne. Ne? Še ne. Še ne, ljudje že spijo. Yes. Ok, pa dajva nekam Prešerna, nekaj sem preskočila vmes, nekaj sem že povedala. Kako misliš, da bi Prešern sprejel tvojo knjigo, glede na to, da je bil v bistvu tudi, da je pisal sam te kvantaške besedila, pač niso bila uvrščena v njegov kanon, ampak očitno je premogo nekaj. Mislim, da bi mu lahko sam, ne vem zakaj občutek, da bi hotel za 100 izvod. Pa bom pa dal za 2 prviča, pa bi se pomiral, še veselim. Prešeren je itak, on je moj stamežal, pač, če gledaš, kaj je on, iz tega, kaj je skoraj vakuum, ko smo ga imeli v poeziji, kaj je on naredil, kaj smo pred njim imeli v pesništvu. Veš, imeli smo Knobla, naprimo fagot prdimo povsod, pa smo imeli Vodnika, Kranc, tvoja zemlja je zdrava, to ste ena pesnik, sem ga hotel narediti z Smiley, pa ni bilo Smiley, smučarskega skakalca, za Kranca. Pa si imel Koseskega, ki je hodil do Linharta hodil, pa sta skrb, do Kopitarja, pa sta skrb tuhtala, kako bi, da sta bilo potažbo natuhtala, slovensko besedo, pa te njegove pesmi, ki so Vodnika. Z Vodnikom sta natuhtala to besedo, pa njegove pesmi so bili večinoma za festival Mati domovina, če tako gledamo. Pa pride Prešeren z nekimi temi umetelnimi oblikami, s temi klasičnimi pesniškimi oblikami. Jaz sem malo zameril to, da nas je razvadil z rimami, da je pri nas to res sam rima nekak legitimna pesniška oblika, da asonanca je kar tako malo, recimo, jaz sem pač študiral angliško, dosti angliške poezije, pravite mi pač asonanca čist nekaj legitimno, veš, da Shakespeare, zelo koš. Tle pač pri nas, če ni res oren, ker imate najbolj da so 3 zlogi zapored, je veš, kada ni, je noro, kaj je doseglo, in kako je pol naprej. In pa je še, pri njemu je to pač kako je, druga stvar, ki se pa pri temu pregledu, ki se vpraša kako, je pa ki me zmeri, kaj vse bi lahko naša poezija predvsem še dosegla, oziroma kaj bi že prej bilo, če bi konci jo ugledali luč sveta, takrat, ko so bili spisani. Se mi zdi tako zanimivo, pač ne ta malo, rečejo, miselna uganka, malo razmišljati, kako bi pač kar, koliko je nekih generacij, ki bi imele že to podstat, ker itak sploh literatura, sploh pa poezija zmeri išče nove in nove načine, kako, rečemo temu, ubesedovati realnost. Zmeri nekako išče to trg, da hoče pretrgati s tradicijo, hoče biti še bolj inovativno. Če v luftu, lahko bi imel te, pač že tam sred 20 let, integrale v zuniji, tako so pa čakali to, ki je bilo to generacije, ki niso imeli recimo te neke stopničke, iz katere bi lahko še naprej šli. Knjiga očitno dokazuje še neko popularnost literature, pa to vse nekaj malo preseneta, tudi popularnost te tvoje knjige.
kako hitro je pošla tista prva zaloga 1500 natisnenih izvodov? Ja, to je bilo 3 tedni, ne, Kitajska. 3-4, tako je bilo, kaj? Ok, pa se dobro, kaj pa teh 1500 več prav, ki mogoče 100 manj, 200 manj, kar je nek promocija. Ampak tako res je, da jaz sem tako pričakoval, da ker sem delal v založništvu, jaz sem rekel, ok, v pol leta je 300-400 izvodov, pa bom vesel, ne, pa je pa kar šlo in še zdajle, kar letijo še zmer, tako da nekako sploh še nisem ponotranje tega, ne dojemam čisto, ampak sem pa vesel, da kao tele bombar z Besence, ki se je šlepal na gimnaziji in zdaj kar na najbolj prodajnih knjig leta. Čeprav imam konkurenco Tino Maze pa Petra Prevca. Ja. Čeprav, zdaj, če smo iskreni, Tina Maze imela, nisem še prebral, ampak imela Primoža, ki je pisal, imela je Gorazda, ki je pisal, to je, nimaš česa porekati, Prevc je pa tudi 10 evrov, veš. Je tudi pač vse knjiga, pa vroča roba, ja, veš, jaz sem vesel, da sem končno začel to izkoriščati in sem dajal te zgodbe ven, veš, da se dogaja, to je normalno, veš, knjižni trg zdaj. Raj vidim 50 knjig o Petru Prevcu, veš, koliko rune razne biografije naših resničnostnih zvest, ne, in kaj jih Marjanca piše, ne. Veš, mami, pravi Prevca je knjižničarka, pa mu je povedala, da je v tem odnaj. V knjižničarstvu, ne. Kad smučke navjo več šle, ne, už pa k nam prišel, ko še nam katalogiziral, a ne. Ampak kaj ti je v taki popularnosti knjige mogoče kaj žal, da si z njo omejen pač samo na slovenske bralce in je praktično neprevedljiva? Ne, ker mi je, jaz sem že skozi nekako že od tega, ker sem moj prvi tak rap komad, ki se ga res napisal, bo manifest tam nekaj, to drug letnik srednje, je bil, ali tretji bil kao o tem, da bilo treba repati v slovenščina. Rečeno sem imel idejo, kako bi Kolja iz Heavy Lesa, kako bi Brižinske spomenike na regiji način bil za nekaj. Jaz sem skozi črpal iz tega, ne, zato ker to je tisto, kar me obdaja, ne, to je tisto, kar nosim v sebi in ker vsem očitno se zelo trpil ob tem, ker sem to prav, da moram še zdaj razčiščevati, ampak zdaj se mi tako, ker gledam neko to humorno tradicijo, sploh po anglo-saksonsko, tam vidiš, tam je knjiga hit in dobiš čez pol leta parodijo in imaš vse, Gospodari prstanov, Harry Potter in Marvel, vse dobiš te neke parodije, ki se dogajajo. Zdaj recimo tudi na ta način, kot sem jaz delal na podoben, sem potem videl sicer, ker je že knjiga nekaj na sred bila narejena, imaš par Shakespearovih dram v SMS-ih. Kjer je sicer malo bolj struk pač, ampak tam je vse ista forma in se zdi, da to rata pol dolgo časa, če skozi isto formo trajbaš, da moraš malo, se mi zdi, upam, da sem na tle to raznolikost, da mi rata nekak dinamiko pa tudi pri bralcih drža to pozornost, ker ne veš nikoli, kaj bo, ko bo še vrnil. In pa si druga stvar, zdaj, ja, pa bi pokaj, zakaj pa ne bi kakšne tuje naredil, pa to. Zato, ker če bi tuje delo, bi kdo pa prinesel tam nek z enega interneta, rekel, da je to pa ta naredil, en met pred tabo, a veš, ja, nisem prepisal, da sem skrb spavila, ne prepisal si. Pri tem pa ni, a veš, ni še teh zadev. Tudi recimo v stand-upu, ker sem grih to zlo, na neko to našo literaturo, pa se je bilo grih zaradi tega, takrat, ko smo začeli, pa to pa so bili nekateri, ki so prevajali od kakšnih tujih stand-uperjev, a veš, je bilo, to se pa tam videl, jaz pa, če sem prišel gor in sem povedal nekaj o Cankarju, bi meni mogel reči, to si pa ti od drugega Američana skopiral, ne, je bilo že tako dodate nek ta pečat izvirnosti, da... Pa to časa so čakali naši avtorji, da jih je... Ja, da so vsaj en malo kvalitetno norca zdi. Se to je zanimivo, še mi novo, v Kondorju je šla, pa isto, ne mislim, da za 10-15 leti, da je bilo ena knjiga, ki je tako zbor slovenske parodije, da celo imamo neke te stvari, ampak je tudi tako
tako, ne, da trebaš, Dimitri Rupel je še celo noter z neko svojo predelavo krsta, ampak ni to znano, recimo meni je, poleg tega, da sem največji promotor Pavla Knobla, ne, in ga na veliko uporabljam, zdaj smo toliko Dragana dela dol v tej vasi Polje, ne, s kateri je on bil, oni so zdaj izdali ponovno pesniško zbirko njegova, zraven tudi z transkripcijo, ki so mene so prosili, če bi jim transkripiral slovečo, sem rekel, to sem imel neke te zamiske, ki so že kar Svetini delali v Celovcu, ne, so delali že pred časom študenti njegovi, so transkripiral, sem rekel, brez veze, da je še enkrat, če so že tam pa pregledan, in so izdali, pa še zbornik o njegovem delu, in vsem, recimo Global, pa en ta drug, ki se mi zdi, da je neznan, pa bi moral biti bolj znan, kar se tudi komore tiče, pa Ivan Rob. Je pa zdaj njega sem pa tudi, kako sem prišel do njega, čisto na ključe, ker je imel moj starata neko na novo ovito knjigo, te stare knjige, ki v familiji so, pa jih imaš pa jih dajo na novo ovit, ki že razpadajo. In je tip, ki je v 30 letih je naredil 10. brata v verziji. Je naredil parodijo, tako res dolgo. In potem pa še na koncu neke te kratke parodije od Prešerna, pa bi se imel Brudski, vihar vinski na tlaga trešne, pa Gazele komu neznana je resnica, da sem žejen. Je, a veš, imamo to neko tradicijo, ampak ni toliko znano. Se mi zdi, da ravno zaradi tega, ker sem prej rekel, da se malo bojimo norca delati iz njih. Čeprav to norčevanje dejansko je pohvala, večinoma. Zato, ker vzameš pač daš ti s tem priznanje nekemu delu, da je razširjeno, da ga ljudje sprejemajo, da ga ljudje poznajo in s tem potem lahko parodijo izpelješ. Nadaljevanja so torej že napovedana. Sledi mogoče tudi različice s tršimi platnicami, z barvnim tiskom, z velike, mogoče posebna izdaja v škatli, zlato obrobo. In čak je najboljši del in kocino iz tvoje košate brate. Pa to bi mogla biti polomejena verzija. Ja, ne. Mogoče damo to mladinski paš, koliko delajo te razne one biblije zlato porezo, kad dobiš zraven še rokavičke, da jih lahko listaš. Až pošel pa doma dvoje klasike, ene take, ko je tam na WC-ju, da boš čital, ene bojo pa une, ko bo prišla, ko bo Birma, pa ko se bojo zbrala cela žlahta, pa boš pa resel na misel. Ja, definitivno je za razmisliti. Pa se bo definitivno, bo sad prej moral jaz tega Martina, ki ga tudi popravajam že, dokončati sem jih če dolgo klico do ljudi. Daj pa Boze, daj mi je, da saj ne datum povestanje, da nismo več v tem limbu prekletu. Zdaj pa še čist zadnje vprašanje. Sred februarja ti je novinar Gorenjskega glasa Igor Kavčič kot zadnje vprašanje zastavil tole. Je vašo knjigo že bral kdo od tistih nekaj še živih avtorjev besedil, ki ste jih parodirali? Danes, 3 mesece kasneje, te jaz isto sprašujem, pa mogoče se je kaj že spremenil odgovor? Zdaj moram prav pogledati. Marcelu sem omenil, da je on noter, ker se je spregledal, ker je hit bral, da je v eno noter. Vojnovič? Z Vojnovičem še nisva govorila takrat, nisva se še videla, da bi ga. Za Bredo Smolnika, tudi ne vem, a je ste malo mozajcem, sem mozajcem, smo se videla, pa ne vem, če je vedno za... Ne, pa ne Zlatka, ne Zlatka. To mogo imeti tle za predstavitev. V Volčah je ratala slika 3-4 leta nazaj, ker so 3 dobri možje poletni, ker ti zimski imajo bele brade, to bodo 3 dobri možje poletni, Zlatko, Zakladko, Zdravko, Duša pa jaz, stavko. Ne vem, ki smo kdo še, ki je Svetlana, tudi ne vem, če je parada. Kaj je ta, zdaj ne vem, malo je kar začeti klicati. Neža Maurer naslednjič, ki jo bom videl, ki je vprašal. Če je. Ok, tole. To je pa za ena tistih stvari, zaključek, ki sem rekel, da je izredno se izboljšala potem, ko mi je urednica rekla, da je to še malo razšir. Ponavadi se če meni ne pravi, da se še malo razšir. In jaz sem pri tej
vrbi izhajajo iz čistega koncepta, namreč meni v tej knjižici parodij, v Kodorju, ki je šla, ki sem omenil, je tudi ta Fejotova prepesnitev vrbe v, kot on temu reče, bajniše motorverke dialekt, kjer je nekaj tako poznate, mislim, da posnetek je prav tlele nastal, da je v Delavcu nastal, tisti, ki je bil na Svinjam diamante, to, kar sta bila Fejo pa Brecelj, ki sta skupaj koncertirala in ena točka je bila, da je Brecelj po eno vrstico vrgo v slovenščini, Fejo je pa prevajal v nemščino. Je bilo, Sijah, meine liebe kleine Stadt domestische, wo meine Vatersausschnitt nicht horizontalische, aber vertikalische. In tako naprej do mit den Hand, mit den Jugendfrau aus dem Horoskop. In tako naprej. Je bilo pravzaprav po eni strani zdelo pač kako, kakšne asociacije dobi nekdo, ki se zelo aktivno lot tega dela z domišljijo, z asociacijami. Kako bi pa to prišlo, če bi dal to strojnemu prevajalniku? Se pravi, kaj bi dobil ven iz vrbe? In potem sem jaz to najprej izvirnik, ki je bil tak, da sem jo vzel v nekih 6 jezikov in prevajal z vsako posebej naprej nazaj, dokler nisem dobil pač končnega besedila, se pravi tazga, ki se ni več spreminjalo. Da sem dal prevedi, je ostalo isto. No in potem je rekel, da je malo to narediti koncept in sem naredil koncept tega, da nek uradnik iz noter, je to potem zgodba v mailih, ko uradnik z Ministrstva za kulturo naprošnjo ministrice, da potrebujejo prevod za proslavo v 4 jezike in tako ponuja po 20 evrov za prevod, koliko je to na znak. In v angleščino, nemščino, tiščino pa hrvaščino, ker bojo natiščino tudi, bo en iz RKC-ja tam. In bojo, se mi mudi, da lahko ti pa dam vsako kitico po en jezik. In potem dobimo ta. About concierge. About concierge, happy, darling, you home, where the house of my father is standing. Be the doctrine thirst me out of your holy, it has allowed not being Golfiva slave. Ich weiß nicht, wie das Gift Prebratscher wissen, alles, was das Herz süße Versprechungen, ich würde nicht glauben in uns selbst gemacht, nicht Fichajow Internet-Spielzeug. Fideli pectore telebatet brachium operantes, dotisno milionarka ego adepto suffragio virgo. Ja mirno vplival bom brodu, vatra sklonište, zdravo mi pšenice, na najbližjim susjedima stražarji svetski tržišč. In potem jasno reče, še nekaj bi prosila, ga lahko podpiše z vzdevkom Gaja Ugel, prav Gaja Ugel. In potem malo prav, a lahko dobim še izvirnik, da ne iščem po netu, in ona piše, zbrisala, ni panike, ti ga prevedem iz prevoda nazaj v slovenščino, gratis, ker ste na kulturnem ministrstvu redni naročniki. In dobimo tole. Referent vesel ugotovine. Dvorana, kjer je bil pripravljen, da propade, je bil moj oče. Moj fotor je dvorana. Badenavk med tvojim svetem žeja, to je omogočilo, Golfiva ni bila kača. Ne vem, če bom lahko za strupi prebrača vse, kar vaše srce sladke obljube. Nimam vera v sebi, z namenom to ni bil viharjev v igračo notri. Seveda, delo srca, dos je milijonarka. Očitno še niso dovidno so prišli. In kaj naj izberejo? Ne vem, devica. Eno, kopanje tiho v čovnu, seveda v ogenj in toča in koruze, kmalu osebje, čisto in potem ta tajnik pošle to ministrici, izvirnik, ki prevostal pripomki, poslal sem je tudi voditelju in ona mu odgovori, hvala, fino si zrihtal, nisem si mogla pomagati in sem kar odprla pripomko in na glas prebrala vrbo. Kako blagozvočno zveni, Prešeren je res znal z besede. In zdaj je že en teden, ta stvar ni več aktualna. Sprejela še kakšno vprašanje?
tako zelo slovensko. Ali sem vse povedal že, a veš, ali ne sem? Evo. Zglede na način komunikacije Facebook, da kaj skrbi za slovenski jezik? Ne, mislim, sam zaradi tega ne, ker to, kar gledamo na način komunikacije, zdaj, če gledamo samo kako je zapisan, kako je jezik uporabljen, se to čisto nič ne razlikuje od tega, kar smo si mi pošiljali po papirčkih, pa pač noben ni videl. Kar se pa tiče način diskurza in stopnja diskurza, ki je pa na netu, tam pa te malo zaskrbi, ampak bolj tako vopče za človeštvo in ker pač internet je super v svoji anonimnosti, ker tam smo lahko kar hočemo, ne, ampak pa večina ljudi si izbere, da so kreteni. To se zato razpasa, da pač ljudi na moto, tudi če so že javno, pa vse se obnašaš. Internet je nek magični kraj, se če tle malo bolj zaroban, tam se ni nič narobe. To je pač nekako potreba se dopoveja, da izrečeno na spletu je čisto isto kot nekomu faco. In pa ja, da nivo komunikacije pa žal grozen, pri čemer je pač internet je to naredil, pa še so tudi mediji to, kar pograbili, to pač, da so kar naenkrat vsa mnenja enako vredna, argumenti pa ne štejejo več. In pa imaš, se da je Pihmacini zdaj pisal, da so imeli ob zadnjem tem snegu, ki nas je pač, ker res, ojoj, kdo je že videl aprila sneg, a ne, kdaj je bilo. Pred zadnjega se ga spomnim, bil manj kot 20 let nazaj, smo imeli pesem Dženglane zvonov, ki nas je pa zasnežili, ker smo Peštrovo 30 rojstni dan predstavljali. Smo že pa ful dober paintball, sam sem nas vse videl na zelene oblike. To je bilo malo brez veze. Glavno, ki je bil ta sneg, da so imeli, da odmevali kam, da ti povabijo astrometeorologa. A veš, ja, pa to nekaj, to je grozno. Zdaj pa dobro jutro že, nekako še skozi prste pogledaš, ker pri tem magazinskega, pa da ti nekaj resne informativne oddaje, da in nujno uravnoteževanje mnen. Zdaj bo začel jokati tle, najprej naslotar. Govorili ste o zaščiti patentih in tako naprej. Zanima me, ali je v svetu kakšen vzor na podoben način, na tehnološki način, take literature, oziroma ali je to slovenski patent? A je patent? Ni, mislim, itak se neko parodiranje skozi vzor. Ja, to je bilo že, pa zdaj niti ne vem, če bi rekel literatura. Meni je bilo zgled, ker sem se lotil tega povodnega moža, to takrat je bilo res ravno nekaj pred 3 leti, ko so se pojavili te strani, kjer si lahko ti pač sam urejal, da je besedilo da je izgledalo kot pogovor na Facebooku, ne? Da si imel že neke te programe, ki si samo to našel, da ni bilo treba da nisi moral samo zgoblikovati. Si imel zelo veliko nekih stvari, recimo imel si drugo svetovno vojno na Facebooku, ne? Kako države potem debatirajo med sabo, pa se preklapljajo, pa to je pa Biblija na Facebooku in tako. In to bi bil nekak zgled. Zdaj, verjetno, pa tako kot sem prej rekel, ta Shakespeare v SMS-ih, tako da bi zdaj rekel prav samo neka ta forma, ne, ni zdaj neko ultra odkriti. Mislim, da pa pri nas jo, ni bilo toliko, pa nekako, da sem hotel to iskati čim več različnih form in še zmeri mi, ker je dosti nekih stvari iz spleta, ki jih se še nisem dotaknil, recimo sploh nekih strani za, to so me bolj včasni razne glasuj zame, pa to neke te za zmenke, ne, ker se zdaj tako se na Tinder prešaltal, pa to, ne, tudi Tinderja ni noter, ne, to bi tudi mogoče, to bi bil od Adja Smolarja, ne, tako 20 ljubic, ne, bi bilo sam tako pokrvavljen prst, ne, da smo svoje. Tako da ja, nisem, bi rekel, da ne lastim si tega patenta, ker se mi zdi, da tudi pravzaprav neka forma, da forma je zelo težko sploh v literaturi, da bi rekel, ne, patent, kar je pravzaprav vsebina, ki jo ti nekako sam ustvariš, ne, in na tisto so pa, ne, tako ponosen avtor.
mislim, da imaš na kaj biti ponosen. Hvala. Jaz se ti zelo zahvaljujem za današnji večer, da si... Tam je še ena. Še? Boštjan, še eno vprašanje. Prej ste omenili eno besedico fluidnost. A boste tudi tole iz knjige, ki jih pretakali v stand-up? Aha! Dejansko, recimo, tlele je nekaj stvari, ki so bile izvirne v stand-upu. Recimo, Vrabček čaka mamico, to pismo, recimo je iz mojega stand-upa prišlo, kjer imam pač, kako so pesmi, ki jih beremo mulcem zdaj totalno že zastarele, da ni tega zeitgeista več, niso v duhu časa, da edina pesem pravzaprav iz svojega otroštva, ko je zdaj lahko še otroku povem, da še zdaj drži ona iz Mačka Ura, ki je Tika toka, bela moka, rito poka, pač pesem o škodljivosti glutena. Vse drugi moram pa spreminjati, Vrabček čaka mamico, stiska se ob vejo, mama poprosuješ na tja za živo mejo, pa je vrabce srečala, dolgo klepetala, drugi dan je sinka je socialno odpeljala. Pa tudi recimo da Jurčku bomo pomagali hišico zgraditi, ker se Revček moral je na Cipr skriti. To sta dve taki, ki sta živeli prej. Imam pa namen zdaj, predvsem to proba, da bi za naslednje šolsko leto za srednje šole, mogoče tudi za zadnjo triado, naredil nek tak 3/4 presek, kjer so neke stvari iz tega in nekaj o tej literaturi, kar je hitro že imamo v stand-upu. Zdaj lahko, super povem, da kogar res zanima, v petek imamo v 10, to je v Ljubljani, pod kinoteko, stand-up klub v petek imamo prav na temo literature stand-up, mislim, da v Bosni, zvečer od pol 9, tako da to. In zdaj pač, tudi malo iščem, kako bi, je pa seveda problem, ker kako predstaviti to, lahko neko idejo zadržiš, ne moreš pa takole, slikami pa s temi dialogi, ki so noter, potem je na oder. Recimo zdaj eno takih gruta, da bi jo naredil, da bi jo lahko na oder naredil iz tega, je to pravzaprav ideja, kako je bil, ko so bližinski spolniki pravzaprav neki, kar je en čist pijan človek napisal. Še bi den ne zgrešil. Ne bo ti veku življanti. Tako da se bolj to vleče naprej in naprej. Vse vsi vemo, se to bo tudi stand-upu, kako so bili skozi kot vplivo pisal sprovitelj Prinjevca, pa da pisal jesenski tihi mraz, pa je delam Prinjevka na kras. Pa da smo bili vsi definitivno razočarani, da ni tudi obratno, da je stand-upa, da ni knjige, naprimer 50 odtenkov Nire, Ja, mislim, da je bilo 3/4 ljudi, ki so prišli stand-up poslušati, da so bili razočarani, zakaj ni v nas zgodba. Dejansko je prišlo, kaj pa ta knjiga, ki se jo pa da... To je fino, veš, kaj to zgleda na odru celovna knjiga, kot je pa ena stran, sam besedila. Zvočno knjigo. Zvočno knjigo. Zaželela si ga je. Ta pesem Vikotegih, zakaj mi ta pesem do teh hodila, ker bi končno vrata nudo zmoko, pa noto porabati, ki je zaželela pravič, kako prav, kako je obraz porinil v moko. Na srečo je bila moka tip 500. Prejšnji teden sem delala krofe in ko me je porinil v ostro moko, sem bila vsa porezana po obrazu. Preden zaključim, še kakšno vprašanje, da ne bom spet koga prehitila? Ne? Kdaj bo pa Martin? Kdaj bo pa Martin? Jaz ne prevajam tole The World of Ice and Fire, skoraj to, kar je ta bogato ilustrirana enciklopedija sveta, ker se je Martin bil tako vizi avtor, sta Elio pa Linda delala. Kar se pa 6. knjige tiče, pa jaz ne vem, da bom, ampak srčno upam, da jo ne bo izdal pred zimo, ker jaz bi imel še mesec. Gustav zgodovinske knjige. Ja, ker vem, da takrat, ko bo prišla, takrat bo pa se parkleti, bo rekel, in bo pa december je frej za novoletne nastope, april je frej za maturacijo, ostalo je pa potem tlaka in bo tam urednica stala ob meni z bičem. Jaz bom tam tako da kožo si dal drugi, na obisku par Boltonih.
Zdaj smo končali, ne, končali smo z odiranjem kože. Tako se končajo vsi najboljši literarni večeri. A to veš? Zadnjič se to pogrunite, to je genialno, ko smo ravno pri literarnih večerih. Na Društvu slovenskih pisateljev na stranišču je ključ na zunanji strani. To znač, gotovo. Se mi zdi tako, da mora reči, da je to več. Mislim, da je to una, da se tako reče, kaj unka in to najbolj, kaj ne reče, pet car, pa to zakreta. Tak, vidite, predlog. Pa danes tega ključa nima, tako da mislim, da bomo... Nam Navijo pobegnil, vstaviti, hvala, Ford, vstop za ston, izhod 10 evrov. Če veš, če bomo šli to za požarno, da edina ta način, mislim, da bo vam. Jaz se vam najlepše zahvaljujem za obisk, tebi pižama pa za današnji zaključek. Ja, hvala za pozornost. Kupite, če še nimate. Sam 16,95!